mednarodni razpis, ki ga organiziramo sedaj že 11. V okviru 11 držav, imenuje se International Medicine Awards, je pravzaprav osnova za spodbujanje inovativnosti na področju farmacije in medicine, predvsem z vidika kliničnih raziskav. Letos smo dobili 251 prijav, od tega jih je 197 prišlo v ožji izbor, 18 imamo finalistov in na koncu 9 tistih, ki prejmejo to prestižno nagrado. Kaj nas še posebej veseli, je izjemno visoka kakovost v smislu izvirnih znanstvenih publikacij, v smislu novosti na področju tehnologij, postopkov, principov v medicini, ki se bodo relativno hitro lahko implementirali v samo prakso. Ta nagrada je bila namenjena za naše raziskovalno delo, ki je potekalo v sklopu moje doktorske naloge. Preučevali smo pa možganska omrežja pri otrocih, ki so utrpeli možganska kap v novorojenčkovem obdobju, in potem smo te značilnosti teh možganskih omrežij poskušali povezati z kasnejšimi izhodi njihovimi, predvsem na področju kognitivnega razvoja. Ugotovili smo v bistvu, da te značilnosti odražajo določene primanjkljaje, ki se kasneje pri teh otrocih razvijajo, in v bistvu bi lahko to metodo, ki smo jo razvili potem kasneje, upajmo, da enkrat uporablja tudi v klinične namene in bi lahko jo uporabljali kot neke v bistvu zgodne kazalce tega kognitivnega razvoja kasneje. Sama nominacija in nagrada pač pomenita, da smo opravili dobro raziskovalno delo, v bistvu je to neka potrditev zame in za celo raziskovalno ekipo. Poleg tega pa mi predstavlja motivacijo za nadaljnje raziskovalno. 11. leto že prispevamo, sponzoriramo International Medicine Awards for Medical Research. Zakaj? Razlog je ta, da si želimo, da bi bilo več ljudi, ki bi pripravljeni vložiti svoj čas v znanost. Verjamemo, da brez nekih inovacij ni napredka in želimo postaviti tudi v ospredje vse tiste raziskovalce, ki dejansko posvetijo poleg svojega kliničnega dela ogromno časa tudi raziskovalnemu delu. Vselej pravzaprav mislimo, da so dosežki, znanstveni dosežki, predvsem rezultat zahodne znanosti. Ampak, ko smo raziskovali, kako bi nagradili zdravnike in farmacevte, ki pač raziskujejo tudi, smo ugotovili, da to ni res, ne? Da ogromno rezultatov prihaja tudi iz vzhodne, centralne in vzhodne Evrope, tudi iz Slovenije, na področju medicine, novosti, raziskav in tako naprej. Za vsakim medicinskim odkritjem, za vsako novo smernico, za vsakim novim zdravilom so leta, desetletja truda, tudi napak, z katerih se učimo, in zelo, zelo veliko seveda iz tega izhaja novosti. Znanost dela vedno tako, da se posamezni koščki nalagajo in nič ne gre brez sodelovanja. Ko pokažemo, kaj smo sposobni tukaj narediti, se naši znanstveniki v regiji lahko zelo še bolje pokažejo v svetu. Mislim, da je prav in nujno, da jih opazimo.